Aleksander Prosen Kralj, dobrodošel. Hvala lepa. Dobrodošel na mavričnem vročem kavču, tukaj z Je nami. toplo, ja. Topel je. Tale kavč smo posebej mavrično vroče odprle na Društvo Parada ponosa v luči prihajajočih državnozborskih volitev 22. marca letos, torej čez nekaj tednov. Nas čakajo te volitve in v Društvu Parada ponosa si zdaj že nekaj let prizadevamo za to, da poskušamo politične procese, demokratične procese, udejstvovanje v družbi tudi na ta način približati LGBTQ plus mladim osebam, ampak tudi drugim mladim, ki se odločajo o tem, ali bi šli voliti ali ne, pa mogoče tistim nam malo manj mladim, ki pa se smatramo zelo mlade, tako da upam, da bo ta najin pogovor se dotaknil prav vseh tem, ki jim je namenjen. Dobrodošel torej na tem mavričnem vročem kavču. Se bom zahvalil za vabilo in za tako krasen uvod, mi je že všeč, tako da z veseljem in še enkrat hvala. Koncept tega kavča je, da povabimo LGBTQ plus osebe, ki ste aktivne v politiki in ste tudi kandidatke, kandidati na naslednjih, torej prihajajočih volitvah, in se pogovarjamo malo o teh dveh aspektih, ne, kaj zdaj za LGBTQ plus osebo pomeni, da se poda v politične vode, in pa seveda tudi nek prostor, da malo morda v tem kontekstu poveš tudi o lastni stranki, prepričanjih in tako dalje, da se potem volivke, volivci lažje odločamo, a zdaj gre glas potem tebi ali komu drugemu na tem vročem kavču, in v luči tega sem seveda jaz poskušala malo razumeti, kaj družbena omrežja pravijo o tebi, ali pa kaj so neki najpogostejši podatki, ki jih lahko o tebi dobimo, in tako da seveda prva stvar, zaradi katere smo te tudi povabili tukaj, si poslanec Gibanja Svoboda, pač koalicijske stranke in pač glavne stranke, trenutno v državi. Predtem si pa bil izvršni direktor podjetja Dobre zgodbe, in tudi kot novinar si bil dejaven in na splošno nekako z to neko izgradnjo narativov pa nekih različnih načinih komuniciranja se pojavlja večkrat tvoje ime, kar se mi je zdelo zelo zanimivo. In mogoče tudi v luči tega, nekaj takih malo škandaloznih stvari hitro pride pod tvojim imenom in zdaj moramo to škandaloznost pojasniti, Eno je to, da si lansko leto, mislim, da napovedal neko buren odklop od družbenih omrežij, ki so si ga ljudje zelo so ga dojeli kot mogoče še kaj več kot samo slovo družbenih omrežij, tako da je povzročil kar nekaj reakcij in jaz upam, da s tem potem tudi dal tebi prostor, da neko poanto s tem narediš. Po drugi strani pa je bila, jaz mislim, da mogoče za poanto tega vročega kavča tudi pomembna stvar to, ko si na Instagramu objavil fotografijo s svojim partnerjem, in na ta način zaželel ljudem srečno novo leto in nek poziv k strpnosti, se pravi, si se tudi na ta način javno še dodatno avtiral ali pa izpostavil, kot LGBT oseba v nekem tem kontekstu. Tako da pa seveda to, da si izvoljen iz okraja Postojne, tako da to je tudi pomembna informacija, morda, ta geografsko poreklo. To je to, kar sem nekako jaz, te glavne točke so nekako izstopale meni. Kaj pa tebi izstopa, ko te jaz vprašam, kdo pa si ti zase, Se pravi, kdo je Aleksander Prosen Kralj, ko tebe to vprašamo? Zdaj tako, ko me vprašaš, težko je sam sebe opisati, To je, kot da bi stopil pred ogledalo, in se začel probati opisovati v pozitivni smeri, ker kljub svojemu emšu in tako dalje, vedno boš našel tisto nekaj negativno, kar imaš za izpopolniti, Zdaj pa, če bi ostale seveda vprašal, so me vedno deklarirali kot multipraktika, zato ker ali je vprašanje tehničnosti, če je treba recimo velike skrajnosti, recimo če se je nekomu avto pokvaril, so me poklicali, če je bilo treba rešiti nekaj v programskem jeziku, so mene rešili, recimo v programiranju, ali je bilo treba karkoli rešiti, v bistvu mene so takrat na podjetju, v mojem podjetju,
vedno opisovali kot ne troubleshooter, ampak kot troubleshooterja, misliš? Troubleshooterja in tudi fikserja. No? Ja, Tako da jaz sem veljal za tisto osebo, na katero se lahko vedno zaneseš. Tudi moji zaposleni očitno so se takrat zelo name zanašali. Toliko so se zanašali name, to sem si pač seveda sam sebi tako razložil, do tiste točke, ko sem odšel v politiko, da so po 3 mesecih že začeli govoriti, da me kar pogrešajo. To mi je bilo zelo dobro vedeti, ker sem očitno jim dajal ta občutek, da če bo pa karkoli šlo narobe, sem pa jaz vedno tu in se lahko vedno name zanesel. Ker očitno sem tudi taka oseba, ki se bi vedno brez težav razdal za druge. Za uspeh, za ekipo, za tim predvsem. In to je v bistvu neka pozitivna stvar v meni, hkrati je tudi negativna, zato ker si avtomatično naložiš veliko nekega bremena. Tvoj uvod je bil zelo širok, bomo mogoče našli neke take enačice, ker jaz mislim, da seveda, da oseba, ki sedi v parlamentu, jaz tam ne sedim zaradi predsednika stranke, jaz tam sedim zaradi mene, sedim zaradi tistih ljudi, pri katerih začutim, da se jim zgodi krivica, ki doživljajo neko stisko. In jaz mislim, da biti poslanec je neka druga funkcija, kot pa biti recimo v vladi. Seveda moramo imeti dobro vlado, ki razume, vlado, ki vidi prihodnost te družbe na tak način, kot jo recimo tudi jaz vidim. Zato sem seveda tudi v stranki Gibanje Svoboda, se tudi tega bo tudi malo kasneje prišla, kako sem sploh do te stranke prišel, ker me dostikrat na terenu večkrat mečejo v Levico, ampak pustimo to, še enkrat pravim, da smo... Bova malo kasneje, mogoče ne bova čisto pustila, ampak bova samo prestavila za kakih 5 minut kasneje v pogovor. Lahko in odgovorim. Skratka, tako je... Če bi me danes vprašali, zdaj bom zelo široko razlagal, če je biti v politiki neka res tvoja intimna opcija, ki si jo želiš, je odgovor ne. Absolutno je odgovor ne. Zato, ker enostavno seveda daš svoj obraz, svoje ime na piedestal in v tistem trenutku, ko je tam, vsak, ki si vzame to pravico, ali upravičeno ali pa neupravičeno, te obmetava. In najhujše je, oziroma če smo še pri politiki, včasih si se domov vrnil z dobrim rezultatom, z dobrim projektom, nekaj je bilo na dnevni bazi, tukaj je pa ta poklic, v katerega ti vsak dan vstopaš in veš, da ena stvar ne bo v redu, da je vsak dan nekaj narobe in da tvoj poklic je, da je nekaj narobe in da je tvoj poklic, da rešuješ probleme, ki jih sploh ti nimaš. Tako da je zelo odgovorno. In tudi ta mandat je bil zelo težak. Nazadnje smo imeli čez 130 izrednih sej plus redne seje. Mandat je bil zelo izčrpajoč, ampak ni mi pa žal, zato ker s tem namenom smo se tudi v ta mandat odpravili, da bi našo družbo dobesedno porinili nekam naprej, porinili v sfero, kot jih poznamo iz severnih držav, kjer so socialne in demokratične družbe na visokem nivoju in kjer se je kot tak projekt, take družbene ureditve izkazal kot definitivno boljši za vse. Tako da, zdaj sem res raztegnil, mogoče sem celo izgubil že rdečo nit vprašanja, ampak dobro, se bomo vrnili nazaj. Mogoče preden greva dalje še to, rekel si, da si v parlamentu in v politiki, zato ker na osebni ravni tudi čutiš, da če so neke krivice dogajajo, da si se pripravljen tudi razdajati v to smer, torej pomagati nekim ljudem, ki doživljajo krivice. Pa ko razmišljaš tako recimo o sebi v nekem času pred to zgodbo parlamenta, mogoče celo iz ranega otroštva, a se spomniš kakih stvari, ki so te takrat pogrele do te mere, da so bile neke tvoje teme, neke tvoje stvari, recimo, lahko pomisliš kdaj nazaj pa rečeš, evo, to je pa bil moj prvi aktivistični angažma ali pa nekaj takega.
Bom tako povedal. Zelo, zelo, zelo zgodaj, bom že rekel, da takrat je bila še 8 letka, v 8 razredu, je na šolska vrata potrkala nevladna organizacija takrat, ki se je ukvarjala s kulturo dialoga. In mi smo že takrat kot osnovnošolci, par, ki nas je zanimalo, smo ustanovili oziroma smo delovali znotraj enega športa, ki ni bil toliko šport, imenoval se je kot debatni klub. In takrat so bili res povoji še takega angažmaja med mladimi, da smo začeli razpravljati, oziroma ne, mi smo se takrat učili, kako pravilno argumentirati, kako se stvarem pove bistvo, kako se pride do cilja. In že takrat so prinašali zelo zanimive kejse. Takrat so bile že istospolne poroke, pod vprašanjem, tudi vprašanje je bilo, takrat smo se tudi pogovarjali o oploditvah, se pravi, samskih žensk. In te stvari so me res potegnile noter, da sem, ne vem zakaj, ne vem, pač rodil sem se s takimi geni, da žal čutim vse. In lahko, meni tudi ni sram jokati, če nekaj vidim, da je res groznega. In jaz mislim, da se ljudje ne smemo svojih čustev nikoli bati. In jih tudi moramo izraziti. Kadar smo veseli, žalostni, srečni, jaz mislim, da to vedno treba izražati. In takrat mislim, da tudi lahko na svet gledamo širše, bolj z odprtimi očmi in lahko vse stvari tudi doživljamo in celo tudi podoživljamo na nek način. In se mi zdi, že takrat v mladih letih me je to zelo pritegnilo. In potem tudi v času srednje šole, vem, da takrat smo nismo niti mentorja imeli. V bistvu sem bil dejansko jaz mentor celega kluba, imeli smo mentorico, ki je pač mogla biti radi reda, formalnosti, neka profesorica, katero sem jaz poučeval, kaj to sploh pomeni, kaj je sploh debaterstvo, kaj so državna tekmovanja, kako izgleda afirmacija, negacija, kako izgledajo skupine, kako se sodi. In mi je bilo zanimivo. In takrat se mi zdi, da takrat je že bil en tak mini aktivizem v meni, ker sem uspel kot dijak upravičiti, če se ne motim, takrat 48 šolskih ur učencem, se pravi, dijak je upravičeval dijakom ure, zakaj so manjkali pri pouku, ker sem jih jaz takrat treniral, ker pač drugače ni šlo, kot med poukom. Tako da takrat se spomnim, da je to bil totalen fenomen, še ravnateljica me je poklicala k sebi, da to se še ni v zgodovini šole zgodilo, da bi dijak dijakom upravičeval ure. Tako da potem pa so stvari malo nadaljevale v aktivizmu. Bil sem tudi predsednik kluba študentov, bil sem na šov Primorski, pač deloval pri projektih, kasneje na Škisu. Tako da bil sem vedno vključen v te zadeve. In največ pa bom rekel, da je pa ravno iz debaterstva prihajalo to, da sem se res dejansko začel ukvarjati in spraševati glede družbenih težav. Takrat seveda prebiraš članke, poskušaš razumeti. Danes imamo problem v družbi, še vedno, pa sem po tolikih letih, še vedno se srečujemo, da ljudje enostavno nočejo razumeti. Da nočejo razumeti. Danes tudi kot politike poslušam, ne vem, danes v izjavi Tonina, evropskega poslanca, ki spet sprašuje, zdaj, zakaj je tukaj toliko promocije LGBT, promocije ideologije, meni kar tlake grejo po koncu, ko to slišim, in zakaj ne na drugi strani tudi ekvivalent nekim konvencionalnim družinam, ker nikakor ne gre v to dojemanje. In mene to recimo osebno me to zmoti. Ali pa osebno me zmoti tudi v Državnem zboru, ko se večkrat pogovarjamo o spremembah spola, ko nekdo o nečem govori, ki ne pozna ne postopka, ne travm, ne ničesar in to misli, da je stvar izbire, ko gremo v trgovino ali izberemo belo ali pa črno štruco. Take stvari me zabolijo, zato ker kadar jaz nečesa ne vem, se grem raje pozanimati, prebrati, razumeti. Ampak zato verjetno je potrebno v osnovi želja po nekem dialogu, želja po tem, da se razumemo.
Če pa v ozadju tega ni želja po grajenju razumevanja in dialoga, če ravno se lahko v tem dialogu ne strinjamo, a ne? Seveda. Ampak je verjetno cilj tega nekaj drugega, a ne? Ali propaganda, ali v bistvu samo nabiranje lastnih točk in tako dalje, potem pač ne moremo verjetno tega dialoga tudi razvijati. Mogoče samo za tebe ali pa našim poslušalkam in gledalkam v informacijo, pogovarjaš se namreč z evropsko prvakinjo v debati in nekom, ki je bil tudi v državni reprezentanci leta 2002 v Singapurju debaterka. Tako da v bistvu imava podobno ozadje, kar se tiče kulture za in proti. Torej nič ni tuje, kadar se moraš postaviti v kožo. Ne, absolutno ne. Ampak ravno to je ta, sej tudi v bistvu, lahko bi tudi zdaj debatirala za tiste malo bolj akademske poslušalce o Heglovi dialektiki ali pa čem takem in v bistvu moraš zares, mora biti v ozadju tega ta želja, želja recimo, če greva na ravni mednarodnih odnosov, pa se poskušamo pogovarjati med različnimi državami, narodi, kulturami in tako dalje, če ni inherentnega interesa po grajenju tega dialoga, zato da jaz poskušam ne samo slišati, ampak tudi razumeti stališče nekoga, odkot to prihaja, zakaj. In če je v ozadju neka intrinzična želja po temu, da skupaj iščemo rešitve ali pa neke nove poti, je zagotovo ta proces drugačen, če ravno se morda na koncu še vedno ne strinjamo, ampak je neko dostojanstvo mogoče v tem procesu, mogoče je to ta del, ki mi v politiki danes težko doživimo tukaj v Sloveniji. Težko je, ko prestopiš vrata Šubičeve 4, ker ne bi zdaj rad kogarkoli užalil ali kakorkoli, vendarle poslanci so izbira naših volivcev, ampak enostavno, tudi če se trudimo z nekim kodeksom obnašanja ali se trudimo z neko konstruktivno razpravo ali kakorkoli, enostavno nekateri to samo povozijo. In včasih se ti niti več ne da niti izgubljati besed, ker jaz osebno stvari nisem pol domov. In včasih rečem, to tudi pridem domov z polnimi ušesi dreka, če lahko rečem tako. In je težko izklopiti. Tudi po plenarni seji, ki se zaključi ob 11, se pravi, stvari, ki jih začneš podoživljati, ne moreš spati pred drugo, ker enostavno jemlješ to resno. Ne jemljem tega kot neko strankarsko propagando, temveč tisto, kar govorim in tisto, kar mislim resno. Kot poslanec točno to počnem. Tako, in v bistvu mogoče je to tista zadeva, da kot volivke, volivci, seveda lahko do neke mere verjetno imamo tudi neko empatijo, recimo tukaj konkretno do tebe ali pa do nekoga, ki je v tej vlogi poslanca, ampak vendarle zares je to tudi vaša služba, se pravi tudi tvoja služba zares kakorkoli že zdaj verjetno zelo drugačna, tako da imaš tudi neko odgovornost do tega, da si tam, da si v tem postopku, da si v tem procesu. In mogoče je tu ena stvar, ki me zdaj zanima. V parlamentu trenutno imamo ne samo iz poslanskih klopi Gibanja Svoboda, ampak tudi nekaterih drugih strank imamo nekaj poslancev, ki ste deklarirano odprto LGBTIQ+ osebe. Ali misliš, da to vendarle vpliva na to, kako se teme debatirajo, kako se odpirajo teme v parlamentu, mogoče celo niti ne to, kar mi pred kamerami vidimo, mogoče celo bolj v koridorjih, v ozadju, ampak a ti vidiš nek konkreten vpliv ali pa neka sprememba s tem, ko ste LGBTIQ+ osebe tudi v parlamentu? Zdaj tako, toliko higiene nekateri premorejo v politiki, da te zaradi tega ne obsojajo oziroma ne žalijo, ker enostavno bilo bi zelo nizkotno, pač imamo zakone in enostavno niti ne upajo, zato ker pač zakon ščiti na nek tak način. Vse v ozadju seveda so besede, ampak nihče ni nikoli do zdaj do mene pristopil s tem vprašanjem. Enostavno se držijo nazaj, čeprav vsi vejo. In se mi zdi, da kadar si ti kot deklariran, da jih na tak način tudi razorožiš. In to se mi zdi, da je dobro.
Kar se pa tiče nekega osebnega pristopa pri raznih razpravah, tematikah, ne, pa ravno mislim, da ta fight, ki je nekoč bil s samim seboj, a ne, in ko si čutil, da nekatere stvari niso equally, a ne, da tudi na tak način pol seveda pristopaš pri drugih težavah, a ne. Če se sam čist mičkam vrneva še nazaj na kulturo, ki jo imamo v tem našem državnem zboru, lahko se spomnite takrat, kadar je bil napad na paradi in sem takrat sklical nujno sejo Komisijo za peticije človekove pravice in enake možnosti, ki se je takrat seveda opozicija gladko odmaknila, ni hotela prisostvovati na tem odboru. Na to sem pač komisiji, no, na to sem komisijo jaz sam odvodil, ne, ampak spet hočem poudariti, da tudi moje vodenje komisije je bilo zelo nepristransko, ker sem pač enostavno ohranil v tej vlogi, čeprav veš, zakaj je šlo, ne, lahko bi dejansko ven padel, ne, pa, ampak ne, takrat je bilo zelo nepristransko vodeno in se mi zdi dobro, da se je takrat tudi to odpeljalo. Tudi pri samem sklicu komisije, ko sem rekel, da je treba to takoj sklicati, ne, so tudi iz naših poslanskih klopi se kdo oglasil pa rekel, ne, da a je to zdaj res težava številka 1 v naši državi, zakaj bi mogli komisijo zasedati. In enostavno sem rekel, ja, je. Je. Vsaka stvar, vsak napad, fizični napad, verbalni napad in ja, je. A recimo se vam je zdaj v parlamentu, zdaj v tem mandatu, ali pa mogoče, ne vem, če poznaš kak drug primer, ampak recimo v tem mandatu, a se vam je kdaj zgodilo, da bi se recimo LGBT poslanke, poslanci malo skupaj o kakšni stvari posvetovali, pa tako malo, a veš, nekoč... Razumem, ja. Nekoč je v začetku 2000-ih je bilo treba, ne vem, ženske kvote recimo spraviti skozi, ne, in take zadeve, pa so obstajale neka koalicija okrog tega, pa so recimo poslanke iz različnih političnih opcij, ne, na tem polu neke identitete, ne, ali pa skupne izkušnje ženske v politiki, skupaj stopile. A imate kdaj to situacijo LGBT poslanke, poslanci, da bi na tem polu skupaj stopili? Ne, trenutno res ne. Ker razumem, v kakšnih momentih, v kakšnih situacijah bi do tega seveda lahko prišlo, ne. Recimo že takoj, kadar smo začeli z mandatom, smo mogli izpolniti eno odločbo Ustavnega sodišča, ki je govorila takrat po poenotenju zakonske zveze in možnosti za posvojitve, a ne. Takrat se je nam zdelo to popolnoma samoumevno, da stvari moramo speljati, a ne. In kolikor se je meni zdelo, to je bilo nekje zelo res na začetku, koliko se je meni zdelo, da to je tako res samoumevno v 21. stoletju, ne, nisem mogel verjeti, da je opozicija začela to napadati, da bomo pa zdaj imeli kar naenkrat v Ljubljani na glavni avtobusni postaji 2 avtobusa z Ukrajine, ki bojo LGBT skupnosti kar grabile otroke in kradle, ne, to take nivoje, a ne. In bolj enostavno si sam misliš, sam pri sebi, a sploh odreagirati na ta, jaz sem začel to sprejemati, da je to provokacija, ker jaz mislim, da v 21. stoletju res nihče več tako ne razmišlja na tak način, a ne, ampak žal, ja. In mogel sem se prepričati, da žal res je takšno razmišljanje še dan danes, a ne. Ampak ne, načeloma pa v ozadju se pravim, že pri tem sprejetju, to je bilo recimo nekaj, kar je bilo večjega, a ne. Nismo rabili, bom rekel, združevati vrste in močno nastopati, ne. Ali pa tudi na nek način tudi to počnejo zelo na tiho včasih celo, a ne. Tako da, kar se drugega tiče, če mogoče res gremo pogledat, kaj smo sploh dosegli, tudi v Kazenskem zakoniku smo spremenili dikcijo, ker je tudi ena izmed, ker se je dodalo tudi spolna usmerjenost, poleg verske in spolne in tako dalje diskriminacije, kar se tiče, kadar gre za napad, ne, se tudi tukaj obravnava na tak način, to mislim, da je bilo okrog 2023 sprejeto. In pa dejansko iz mojega vidika smo in kakor stranka, ki res želi in gleda na družbo kot skupnost, kot celoto, kako lahko homogeno deluje med seboj, a ne. Tako se tudi recimo pri nas v stranki tudi jaz tako oziram, a ne. In zdaj mislim, da smo prišli res do stopnje, kjer smo že res skoraj vse izenačili, zdaj pa se odpirajo druga vprašanja.
vprašanja, ki so pa res konkretno vezana na sovražni govor, kdaj lahko LGBT ideologijo potegnemo ven iz našega nabora hate orožij, to, kar opozicija počne, ne mi. Ne. In se mi zdi, da je tudi na tem nivoju treba zdaj veliko več narediti. Ne. In je pa tudi res, da nas EU v zadnjem času, mislim že kar nekaj časa, kar močno že opozarja, da nimamo nacionalne strategije še sprejete. A ne. In čisto realno povedano, da je strategija na ministrstvu takrat po tisti komisiji je zasedala, strategija je bila pripravljena, strategija je pripravljena. Se pravi, pogovarjava se zdaj o LGBTIQ plus strategiji Slovenije. Tako Slovenije, ja. Tako, ne, ki bi potem strategiji pa potencialno kakemu akcijskemu načrtu ven iz tega, ki bi celostno to področje v Sloveniji obravnavala. Ne. To mogoče za pojasnitev našim gledalkam, gledalcem, zaradi tega, ker seveda na polju protidiskriminacije je še nekaj takih strategij, ki jih Slovenija še nima, recimo tudi strategije proti rasizmu, recimo nima in tako dalje, ne, ampak LGBTIQ plus strategija je eno od teh, ki jih žal nimamo, ne. In to je recimo imeti, žal, ja. To je recimo zagotovo ena od teh stvari, ki smo si v civilni družbi, a ne, LGBTIQ plus organizacije, aktivistke, sama sem na tem delala v zadnjih letih, a ne, smo si zelo prizadevali, da bi pač prišlo do sprejetja te strategije vsaj na neki formalni ravni, če že ne zelo operativno, a ne, pa nismo tega recimo uzrle, ne, tako da to je mogoče eno razočaranje, ne. Mislim, jaz sem zelo rad iskrena, ne, Ja. in zelo rad odprt in jaz mislim, da me niti za eno stvar ne morejo na laži dobiti, ne, nihče, ker res rad govorim samo resnico, ne, pa ne tisto zune stranke. Čisto iskreno povedano, jaz mislim, potem, ko je bilo to pripravljeno in če bi mi šli v proces sprejemanja, mislim, da bi doživeli tak pogrom, dobesedno bi doživeli tak politični pogrom sa strani desnice, da jaz mislim, da bi mi lahko pozabili na to, da se zdaj borimo za naslednjo liberalno vlado, če me razumete. Se pravi, je v bistvu... Je pa res, da, zdaj, če boste to rezali ven, ja, ne, vem pa, da smo, imamo dogovor, če sestavimo vlado v prvih 2 mesecih, gre to čez. Se pravi, v bistvu je dejansko tudi tvoje razumevanje političnega prostora potem tako, da v bistvu je vse, kar se tiče urejanja področja LGBTQ plus pravic v Sloveniji, operacionalizacija tega, da je v bistvu taka velika spotika desnici, da bi bilo vse potem zblokirano zaradi tega. Vi morate videti, zdaj tako, ne, zdaj seveda gledamo, kaj se dogaja čez lužo, a ne, vemo tudi pri nas, kakšne so tiste operacije, takojšnje operacije, kadar gre za neko sistematično diskriminacijo, ne, in takrat res poči in se zmeče vse ven. Zdaj imamo dostikrat, kar je grozno, jaz sem na odboru tudi za zdravstvo in takrat se velikokrat zna povedati, kam namenimo svoj denar, ne, oziroma kam gre denar iz ZZS-ja, ne, in največja spotika je to, da gre za zamenjavo spola. Ne. Potrditev spola. Tako, ja. No, in da te operacije seveda plačujemo in tako dalje. In glejte, včasih, mislim, jaz povem, da sem se močno zadrževal, da nisem skočil enostavno in jih napadal z besedo, ker se mi zdi, da pač je to samo en del provokacije, ki ljudje in tisti, ki poznajo stvari, samo vidijo, da je v bistvu mogoče včasih boljše tiho pa odgovoriš marsikomu, kakor pa da se spopadaš v ta besedni dvoboj, ker na koncu nima niti smisla, niti nič konkretnega ne pride ven iz tega, ne. To je verjetno po eni strani res, ampak po drugi strani, kar pa je verjetno tudi zaskrbljujoče, je pa, če se prepogosto na take provokacije ne odgovori, ker v bistvu to, kar si prej rekel, ne, kako si bil recimo presenečen, kak je bil dialog, ali pa ne dialog, ampak ne, v Državnem zboru v začetku mandata, a ne, o teh
strahovih, ne, nekih zdaj. Mislim, da pa zna biti tudi zelo nevarno, če pa se na nobeni točki, ne, če vse to malo ignoriramo, ker se mi zdi, da se pa vseeno pri ljudeh, ki pa so bolj dovzetni za recimo to, da jih skrbijo take zadeve, ali pa so bolj dovzetni zaradi tega, ker a priori se počutijo, da so jim neke tradicionalistične vrednote bližje in potem bolj poslušajo ljudi, ki govorijo njihov jezik, da pa se jih to prime, a ne? Veste, zdaj tako, enkrat poveš, drugič poveš. 27-tič pa včasih več res nima smisla, ker v politiki je to pol samo igra, besedna igra in samo besedni dvoboj. In včasih jih bolj zaboli, da zignoriraš tisto, kar rečejo, ker te na koncu zagrabijo, čisti iskreni, te zagrabijo za besedo in pol se začne tole odvijati. In včasih mislim, da takrat povzročiš še več škode, sploh v tistih, ki se jih dotika, ker mislim, da potencialno lahko sprožiš še več strahu pri takih, v kakšnih družbi živijo. In včasih je tudi to, včasih je mogoče celo biti raje kdaj modro tiho, kadar vidiš, da stvar ta tretjič res ne zaleže, ni več pomoči. Enostavno ni več pomoči. Mogoče je tukaj zdaj na mesto eno drugo vprašanje, ne? Zaradi tega, ker midva vendarle poskušava tukaj tudi neko pozitivno perspektivo graditi do tega, da volivke in volivci volimo, a ne? In predvsem tudi, da LGBTQ plus osebe ne samo volimo, ampak da se LGBTQ plus osebe tudi morda odločijo podobno, kot si se ti, za neko politično kariero oziroma za nek vstop v politiko v vlogah, ki so bolj aktivne, a ne? Ne samo kot volivke. In v bistvu zdaj sva veliko stvari slišala, a ne, ki so zaskrbljujoče, a ne, se pravi vse, kar pride v tem paketu, če se recimo odločiš iti kandidirati za poslanca in potem si izvoljen, a ne, in potem te čakajo take zadeve. Okej, recimo, da lahko iz tega pogovora povlečeva to, da je treba imeti malo tega, da ne zagrabiš vsega, zato da res premisliš, s čim ne boš povzročil škode dodatno, pa imeti tudi zavedanje, da v politiki ne moreš odločati in zastopati samo stvari, ki se specifično dotičajo tvojih tem in tvoje identitete in tebe, ampak zastopaš širše ljudi in druge teme in tako. Ampak mogoče vseeno, kaj so pa recimo tiste neke zadeve še v tej vlogi, ne? Poslanec, nekdo, ki je aktiven, nekdo, ki je v stranki, ki celo vodi vlado in tako. Kaj so pa tiste stvari, ki pa s tem pridejo, ki pa so mogoče neke pozitivne moči, a ne? Zakaj se ne zdaj pa mlada LGBT oseba odloči, da pa vstop v politiko je pa nekaj kaj pomembno, a ne? Zdaj tako, tukaj bi lahko več stvari nanizal, pa bi brat predvsem nanizal to, da kar se tiče konkretno mene, ne, definitivno se zavzemam, kakor sem že prej rekel, za neko homogeno družbo, zavzemam se za to, ker so vsem enake pravice, vse zagotovljene. Moramo se tudi zavedati, da včasih tudi, zdaj nekatere stranke celo so začele že to izkoriščati, da že segmentirajo tiste prave LGBT in prezirajo Q+. In začelo se je že to dogajati, ne, da so nekatere stranke seveda sprejele in so rekle, v redu, ne, nimamo nič proti lezbikam, gejom, bi in tako dalje, ampak vse, kar je od trans dalje, pa naj se loči od nas. A veste, in to je nevarno, ne, že znotraj communityja, znotraj oseb, da se že pozabi, katere pravice so bile pridobljene, trdo pridobljene, in zdaj so postale absolutne za nekatere, tiste ostale, ki pa še ostali morajo do njih priti, ne, pa se na nje več ne oziramo. In to je problem tudi med drugim, kar se je zdaj začelo dogajati, tudi ne nazadnje v Ameriki je predsednik Trump tudi na tak način in na tako propagando pridobil marsikoga na svojo stran, ne. Še enkrat poudarjam, jaz sem pa tisti, ki zagovarjam ravno pravice vseh. In si ne želim, da bi se že znotraj nekaterih skupnosti stvari delile, ne? Ker enostavno ne pridemo več nikamor. Ne? Tako da
Se pravi, kaj pa mlada oseba, ne? Ja, in gremo v politiko, seveda. In da ne dobi občutka, da je vse samo zares precej naporno in težko, ampak da pa tudi nekaj pozitivne moči v tem. Seveda, jaz bom samo tako poudaril. Predvsem poudarim to, mi smo mogoče že malo starejša generacija, ki vemo, kako smo se za nekatere Pardon, izhajam iz sebe. Prosim? A sva midva starejša generacija? Joj, to pa zdaj ne vem, če bo šlo dobro na tem najnem vročem kavču. No, prav, najna generacija, ja. Tako, najna generacija se še spominja časov, ne spominjava se tistih časov še toliko nazaj, ne? Nekje po samosvojitvi, ko se je bilo za nekatere pravice potrebno boriti. In če mislimo, in tudi mladi, če mislijo, da pravice, ki so pridobljene, da ostanejo, absolutno se motijo. Ker te pravice so lahko jutri ogrožene. Pravice so lahko marsikatere ogrožene. Ne govorimo samo tudi za našo skupnost, govorimo za vse. Od dolgotrajne oskrbe do vsega. Kar pomeni, da te pravice je treba na nek način braniti. Jih je treba braniti. Danes se mi pogovarjamo o evropskem prostoru, če je splav res pravica ali ni. A veste? In jaz si res ne želim države, ki bi se začeli o tem enkrat spraševati. Ali pa da se sprašujemo, kateri je pravi gej, kateri pa ni. Ne? In kdo je lahko gej in kdo ni celo. Ali pa lezbika, kakorkoli. Mislim, zato pravim, da mladi, ki mogoče včasih niso toliko angažirani in se jim zdijo, da danes vse, kar je že pridobljeno, da je tako res samoumevno, se morajo res zavedati, da ravno volitve v državni zbor je njihovo potrdilo, v kakšni družbi želijo nadaljevati svoje življenje. Če jim ta družba in ta sestava takšne politike ugaja, da so lahko zadovoljni sami sabo, da imajo dovolj, da so srečni, da lahko študirajo kjerkoli hočejo, da lahko zastonj študirajo, da lahko izberejo katerikoli študij hočejo, ne, morajo iti na volišče, ker s tem potrdijo, s čim se strinjajo. In jaz mislim, da ta apatičnost, ki jo tudi zaznavamo trenutno v družbi, je seveda nekaterim v cilj. In ne želim si spet, da bi doživeli neko vlado temnih sil, ker mislim, da takrat bo prepozno in mislim, da takrat se bomo končno začeli zavedati, kaj smo izpustili. In jaz vem, da te stvari lahko nazaj pridejo, ampak zakaj ne bi na volitvah ravno potrdili to, kaj si želimo in kaj želimo živeti. No, pa deva pogledati, če prej si zelo direktno povedal, ne samo namignil, da obstaja nek dogovor, da če pa bi Gibanje Svoboda še enkrat zmagalo na volitvah, oziroma da bi neka nova vlada v neki podobni sestavi, kot je sedaj, neki levo-sredinski recimo, se lahko sestavlja, da ena od prvih stvari, ki bi bila potrjena LGBTI strategija. To je odlična novica. Prvič jo iz ust politika iz trenutne koalicije to tako slišimo, tako da jaz to vzamem zelo resno. Ampak kaj so mogoče še kakšne zadeve, a ne? Prej si naštel nekaj stvari, ki so se v tem mandatu pomaknile naprej, tudi za LGBTIQ+ osebe in pravice v Sloveniji. Poleg mogoče sprejetja strategije, je še kakšna taka zadeva, ki je zelo specifična, ki se ti zdi, v naslednjem mandatu to pa to, k temu smo res zavezani in to je nekaj, kar bo bistveno izboljšalo ali pa podprlo življenje LGBTIQ+ oseb Slovenije? Zdaj, ne vem, ne me zdaj točno za besedo vzeti, ne, včasih, če kakšnega podatka točno ne vem, tudi povem. Vem, da smo se seveda ukvarjali s tem, kot lezbični par ni mogel priti do pomoči, do porodice z biomedicinsko pomočjo, ker enostavno naša zakonodaja veleva, da moraš
eno leto po domače rečeno probavati, če se prime, ne, in če se ne, pač si pol upravičen do tega, ne, pač vemo pa, da nekje pač enostavno, da narava teh možnosti še ni razvila na ta način, zato... Všeč mi je beseda še v tem stavku. Mogoče nekoč Čakamo na tiste čase, tudi to bo zanimivo, tako da hvala tudi za to istočnico. Tako da jaz mislim, da se bo to slej ko prej moglo urediti. To je definitivno stvar, meni se zdi zelo pomembna, absolutno široka strategija, to se mi zdi, bo velik pogrom, če sestavimo mi tako vlado, kot jo imamo zdaj, liberalno vlado, in ko to spravimo čez, bo to letelo po nas. Ampak jaz povem osebno, sem pripravljen na to, res pripravljen sem na to, pa lahko me usipavajo, pa grozijo po ulici, ker to se seveda dogaja tudi, a ne. Sem pripravljen na to, ker vem, da bo to za našo družbo na dolgi rok prinašalo samo pozitivne stvari. Pa predvsem ne bo nikomur škodilo, a ne? Absolutno, ne. Mi nismo stranka, ki bi urejali spalnice, mi nismo stranka, ki bi gledali, kdo kaj govori, kje se kdo kaj giblje. Enostavno, seveda, smo stranka, seveda, za svobodo in smo stranka, ki na vse ljudi v naši državi gleda z enakimi očmi. Ker smo prepričanja, da sonce sije ravno tako enako za vse. Ok, torej skratka ostajava pri tem, da za naslednji mandat strategije bi bila potem ta ena velika zadeva. To se mi zdi, da bi bila res velika zadeva. To in tudi bo velika zadeva, ker enostavno ta strategija prinaša, če ste bili del tega, se veste, prinaša tako od pravosodnega do socialnega do vsega, prinaša velike spremembe. Da, odlično, to je dobro slišati. Potem mogoče tista stvar, ki jo zdaj lahko nekako razumeva, je, da vendarle je ključnega pomena, za koga volimo in kdo je izvoljen, ker niste vsi politiki isti, ker pač ne sprejemate vsi istih politik, ne, oziroma odločitev, oziroma pač se ne lotevate vsi na isti način priprave oziroma sprejemanja zakonodaje in tako dalje, tako da to je en del, ki je zagotovo pomemben. Ampak vseeno pa se mi zdi, da predvsem med mladimi volivkami in volivci nekako so to vseeno neke prevladujoče, mogoče neka prevladujoča prepričanja, a ne, koga pa naj zdaj volim, zakaj ne grem sploh na volitve, pa ne vem, pa a bi, pa joj v nedeljo pa bo sonce, ali pa joj ne počutim se ravno nič ne, mislim tako, ful enih takih, ne bom rekla niti nujno izgovorov, ampak nekih preprek, na podlagi katerih se potem ljudje, ampak predvsem mladi tudi ne udeležijo volitev. Zdaj pa imamo tukaj pred mikrofonom tebe, a ne, in ti kandidiraš in ti si že poslanec in si že del te zgodbe. Daj ti povej zdaj te neki imaginarni mladi LGBTQ+ osebi ali pa neki mladi osebi, ja pa zakaj naj gre voliti, zakaj ne voli zate, ali pa za kogarkoli že, ampak kje je zdaj ta, ne? Kje je zdaj ta catch, a ne? Ja, catch. Zdaj tako, včasih sem si mislil, da se srečujemo z veliko politično apatičnostjo. Na to sem ugotovil, da apatičnost pa vendarle ni tako visoka, kot sem si mislil, da je, vendarle pa še vedno je. Velikokrat tudi slišim, da rečejo volivci, ne grem na volitve, zato ker dejansko sploh ne vem, koga obkrožiti, ker ne poznam nikogar, ne. Včasih imam občutek, da se mladina dosti politike uči skozi socialna omrežja, kar je narobe. Ker vidim, kako so socialna omrežja žal zorupirana. Ampak po drugi strani, oprosti, zdaj te bom povprašala, ampak a veš, saj tudi, če gledajo seje Državnega zbora, a ne? Je tudi slabo. To je zdaj težava. Preberite programe, predvsem programe. No, ampak a veš, to je zdaj težava, ne? Seveda. Kam pa naj usmerimo mlado osebo, pa tudi v luči pač nekih dinamik, kot so današnje, da pač ne berejo več vsi niti dnevnih časopisov, pa če tudi. A bova pa rekla dnevni časopis, pa a je tam pa ful boljša, ne? Seveda, točno to je problem. Ne, seveda, to je problem, se strinjam.
Jaz mislim enostavno, da se morajo tudi mladi volivci, kot sem prej rekel, da je to so zelo pomembne volitve in da se morajo volivci ali strinjati s tem, v kakšni družbi živijo, ali se pa ne strinjati s tem in hočejo drugačno družbo. Tisto, kar mi ponujamo, je odprta družba, mirna družba, družba brez sovražnega govora, družba, ki ne obsoja nikogar. To je ta garnitura, ki bomo rekel, bolj liberalni del. Jaz tudi volivce pozivam, da naj se odločijo med eno ali drugo. Nikoli ne govorim, volite zame. Volite za tiste ljudi, ki veste, zakaj tja odhajajo in kaj vsebi nosijo. Za tiste. In tudi ravno takšni intervjuji, take zadeve, jaz mislim, da seveda približajo kandidate svojim volivcem in sem vesel za tudi to povabilo, ker jaz upam, da tudi iz te najine dinamike se dejansko čuti, kdo je na kateri strani in kdo koga podpira in kako tudi dejansko sa proces čuti. No. Tako da Vem pa, da so politiki takšni, ki pa pač enostavno to jemljajo z neko posebno matematično enačbo, ko so kamere ugasnejo, ti zlomka, se pa lahko normalno pogovarjamo. Ja, to je potem tudi nekaj, kar mogoče volivke, volivci niti ne vidimo, a ne, kaj se v ozadju dogaja, tako da pač neke podatke, ki jih imamo, s tem pač, ali pa s tem, kar nam je dostopno, pol se moramo odločati. Mogoče še v luči tega zadnje vprašanje, vseeno se mi zdi, da se pogosto v tem predvolilnem času zelo veliko dela na tem, da bi se volivke, volivci ali pa volilno telo, a ne, nekako pomikalo po sredini, a ne, se pravi, da se manj gre na to, kdo bo zdaj volil malo bolj izpostavljene, recimo temu, ali bolj ekstremne, ne, pole tega, ampak kdo bo zdaj tukaj v centru, ne. In zdaj, če gledamo kot na Gibanje Svobodo na neko liberalno stranko, ker tako kot si rekel, za neko odprto družbo, tako zelo liberalno, zelo v centru, a ne. Potem pa imamo tukaj še neki dve drugi stranki, a ne, po eni strani imamo tukaj Logarja, a ne, in po drugi strani imamo tle SD, a ne, in ki pa so tudi nekako po tem centru plujejo, recimo, in mogoče mene zdaj tukaj zanima iz tvoje perspektive, ne, kaj je zdaj pa tista stvar, ne, veliko govoriš o tej neki iskrenosti, ali pa o neki viziji tega in tako. A so zdaj tle neke razlike velike, oziroma kako bi zdaj ti zelo, ne vem, v 2 stavkih, ne, rekel, glej, mi to prinesemo in sem precej prepričan, da ta stranka, ta druga pa tega ne, ali pa bo nekaj drugega, kar zna biti škodljivo. A veš tako, a imaš neko hitro tle? Seveda imam. Stranka Gibanja Svoboda, ne, v tej stranki se vedno poenotimo. Čeprav to je stranka to je velika stranka, ki ima v stranki tudi ljudi s različnimi pogledi. Na koncu se moramo poenotiti in se poenotimo. Včasih so stvari nekateri preveč, bi rekli, levičarski, nekateri se pa bolj na sredini držijo. Ne zato, ker bi bili bolj konzervativni, ampak enostavno mogoče ta konzervativnost prinaša neko stabilnost na neki krajši rok, ne. Ampak na koncu se vsi moramo poenotiti, ne. Kakor sem se osebno tudi težko poenotil s Šutarjevim zakonom, mi je bilo zelo težko, ker tudi, če boste poslušali moje razprave, recimo tudi takrat, kadar so opozicija recimo predlagala, da se odvzame financiranje socialne transferje družinam, ki svoje otroke ne pošiljajo v šolo, pa sem dostikrat, pa tudi tistih zakonov nisem potrdil, čeprav se je kot Gibanje Svoboda mogla pol na koncu poenotiti. In so se poenotili, a ne. Jaz se žal nisem takrat mogel poenotiti, ker se mi zdela to res krivica, pa sploh v pogledu nekih človekovih pravic, ne, se mi ni zdela dobra poteza, kar se je na koncu tudi izkazalo, da ni bila dobra, a ne. Ampak dobro, hočem to povedati, da to je edina stranka trenutno, ker če pogledam poleg Levice, ki je pa mogoče res bolj ekstremno v levo, je v redu, zato ker pride z visoko letečo idejo, kateri v Gibanju Svoboda nikoli nismo rekli ne, smo jo poslušali. Kar se pa SD-ja tiče, oni pa
imajo pa malo drugačne matematike. Aha, torej te matematike so šle tja. To so pa drugačne. Kaj pa vaši Čeprav so pa bili dobri partnerji. Ja. Kaj pa vaši kolegi na desnem polu, ne? Ja. Se pravi, lahko Anžetu Logarju verjamemo, da če bo nek poglavitni sestavljalec neke nove vlade, da bo zagovarjal neka splošna, vključujoča in tako dalje, ne vem, ja, pač družbo in tako, ali v bistvu niti ne. Glejte, zdaj tako, spremljam seveda zgodbo od samega začetka. Nisem še doživel, da bi bil to človek, ki bi bil popolnoma odcepljen od prvaka opozicije. Namreč vsa njihova glasovanja sledijo glasovanjem opozicije. Ja. Tudi v tem, bom rekel, nekem medijskem ali pa social media boju, a ne, so se po večini obregnili ob to, kakšno ime so izbrali stranke, nič konkretnega. Ne? Drugače napadi v politiki izgledajo na drugačen način, pa tudi izpod pasa. Ne? Ja. Tako da jaz enostavno tukaj ne bi nasedel temu, vem pa, zakaj se lovi sredinske volivce, zato ker so ponavadi ravno ti velikokrat neodločeni. In tudi najbrž gospod Prebelič, po istem kopitu kot Anže Logar, čeprav Anže Logar svoje neodvisnosti še ni žal dokazal, tako da mu vse, kar govori pa samo o povezovanju. Ampak, ko si v politiki, ni tega mostu, da boš ti koalicijo in opozicijo poenotil. Pač ni tega mostu. Da. Žal. Ok, v redu, najlepša hvala za to iskrenost, a ne, da lahko povzameva na ta način. Jaz mislim, da ali pa si vse želim, da bi lahko takih pogovorov bilo več, in upam predvsem, da je za naše gledalke in gledalce bilo to zanimivo poslušati ali pa gledati, in predvsem, da jih bo mogoče spodbudilo, a ne, k nekemu razmisleku pred volitvami in da predvsem se bomo vsi 22. marca volitev udeležile oziroma bomo volile predčasno. Mogoče še zadnji stavek, zadnje sporočilo. Mislil sem te prosil, če lahko že zadnjo besedo. Skratka, drage volivke, dragi volivci, pojdite na te volitve. To je vaša pravica, ni še dolžnost, je pravica in jasno povejte, v kakšni družbi želite živeti.